Spoštovani gostje, pater Marjan Čuden, provincialni minister slovenskih frančiškanov, predstavniki minoritskega samostana, spoštovani predavatelji, ki boste danes pomagali nam odstirati Monaldovo misel, in vsi, ki ste se danes zbrali, da bi lahko razmišljali o Monaldu Koperskem. K besedi vabim provinciala slovenskih frančiškanov, patra Marjana Čudna, in ga prosim, da začne ta naš kratek, a bogat simpozij. Hvala lepa, pater Bogdan, tudi jaz vas vse lepo pozdravljam. Naj bo tale moj pozdravni nagovor, dobrodošlica, tudi priložnost, da se zahvalim vsem, ki ste tole srečanje, predavanje, ta seminar pripravili. In upam, dajem spodbudo, hkrati to želja, da ne bo teh Monaldovih dnevov še veliko, še dosti. Nekaj v preteklosti sem se jih že udeležil in z veseljem se jih bom še v prihodnje. Najprej k besedi vabim magistra brata Jana Dominika Bogataja in se mu tudi najprej želim zahvaliti, ker čeprav jaz danes nekako predstavljam, povezujem ta simpozij, je vendar on srce tega raziskovanja, ki ga danes postavljamo pred vas. Njegov naslov je Raziskovanje Monalda in njegove sume, status questionis in načrti za prihodnost. Vabim k besedi. V Kopru dejansko gojimo spomin na enega izmed, lahko rečemo, najpomembnejših likov pravzaprav slovenske kulturne zgodovine. Gotovo na največjega pravnega avtorja, ki je kdajkoli prišel iz področja današnje Slovenije, na enega izmed najpomembnejših srednjeveških avtorjev nasploh, ki so živeli in delovali, kjer danes živimo Slovenci. Svoje uvodno predavanje, ki bo kratko, mimogrede, bojte se govornikov, ki začnejo tako, sem si pravzaprav zamislil zelo preprosto. Najprej želim na kratko orisati, nam priklicati v spomin njegovo življenje, predvsem pa potem pomembnost tega njegovega osrednjega dela, te njegove sume, da bi se malo bolj spoznali z avtorem, s tem delom, da bi lažje vstopili v tisti čas in da bi tudi lažje potem razumeli sledeči dve predavniki, ki boste veliko bolj tehtni, veliko bolj strokovni in poglobljeni. Ko vodoma naj dodam samo še tole, da sva, ko sva z Bogdanom lani že začela malo razmišljati o teh letošnjem Monaldovem dnevu, seveda stvar zastavila še veliko širše, potem pa se je pravzaprav skozi raziskovanje izkazalo, da gre pri ukvarjanju z tem samim besedilom dejansko za veliko bolj zahtevno nalogo, kot je bilo sprva moč slutiti. In o tem bo nekaj spregovoril moj naslednik, torej Matic Kristen. Lahko pa povem, da smo želeli tem Monaldovim dnevom, ki so že tradicionalni tukaj v Kopru, že vse od leta 2010 potekajo, dodati dejansko nekaj več Monalda, ne da bi bilo s prejšnjimi dnevi kaj narobe, ampak da se dejansko prvič pravzaprav zatečemo k njegovemu besedilu, da dejansko, kar pa seveda ni enostavno, kot bomo videli tudi tekom tega kratkega predavanja. Torej Monald, da nam osvežim spomin, njegov življenjepis je v Bronkih dokaj dobro poznan, se rodi tam nekje v 20 letih 13. stoletja, okrog leta 1220, prav najverjetneje v Kopru. Njegovo delo, tako imenovana suma Monaldina, pravzaprav kaže na eno veliko izobraženost. Najverjetneje je studiral v italijanski Bologni, prav mogoče je, da je dosegel tudi akademski nivo licencija docendi, se pravi, da je lahko tudi deloval kot predavatelj. Po letu 1257 je bil izvoljen za provincialnega ministra minoritske province Slavonije, se pravi province manjših bratov, na tem majhnem območju in deloval predvsem na območju med Trstom in Koprom.
Iz 3 listin, ki so bile leta 1982 objavljene, srednjeveških originalnih listin, lahko izvemo, da je pravzaprav Monald takrat kot v vlogi provincialnega ministra v Trstu nastopal v pomembnih pravdnih postopkih in se dejansko že takrat izkazal kot ena velika avtoriteta na tem obalnem področju, ko je šlo za pravne postopke v smislu urejanja lokalne oblasti oziroma perečih pravnih vprašanj čisto v civilnem smislu. Nekje v zreli dobi svojega življenja torej napiše to sumo, kateri bomo se ji posvetili. V gospodu pa je zaspal takrat verjetno med letoma 1280 in 85, se pravi v zadnji četrtini 13. stoletja. Že leta 1285 ga frančiškan Pietro di Giovanni Olivi opredeli kot frater sanctus, se pravi, kot smo slišali, že za časa skoraj njegovega življenja je okrog njega oblikovan en tak svetniški kult, kar potem avtorji skozi stoletja potrjujejo. Obenem pa frančiškansko izročilo in pa tudi lokalni kult tukaj v Kopru in v Istri pravzaprav to potrjuje, da ga cerkev seveda že stoletja pred uradnimi kanonizacijskimi postopki nekako priznava za blaženega svetega. O tem je že in bo še kdaj verjetno kdo drug v tej dvorani bom lahko še kaj povedal prav o njegovem kultu. Spominjamo se ga v liturgičnem koledarju 9. novembra, v zgodovini pa se ga je prav v Kopru spominjalo tudi 1. in 2. dan avgusta za izpostavitev njegovih kosti že v srednjem veku. Leta 1949, kot verjetno dobro veste, njegovo truplo iz cerkve Svete Ane skupaj z eksodusom italijanskih prebivalcev teh krajev frančiškani odnesejo najprej v Benetke, potem pa 5 let kasneje v Trst, kjer počiva še danes v cerkvi Marije Velike. Njegovo delo, torej suma pomeni nekakšen zbor ali pa nabor, sinteza najširšega znanja, nastane vsekakor pred drugim Lionskim koncilom, se pravi pred letom 1274. Posebna značilnost njegove sume, v kateri obravnava različna pravna vprašanja, pravne pojme, pravne termine in še veliko širše, se pravi tudi termine v smislu teologije, v smislu sakramentalne teologije, v smislu moralne teologije in tako naprej. Njegova genialnost ni v tem, da bi si vso besedilo izmislil ali pa da bi posebno izviren bil pri kar zadeva vsebino, ampak njegova suma velja za prvo, ki je razporejena po abecedi. Se pravi, v tem se vidi ta pastoralna bližina oziroma želja, da bi dejansko predvsem spovednikom dal na voljo nek pripomoček, ki bi jim pomagal bolje in predvsem na bolj enostaven način soočati se z presojanjem torej tega internega forma, torej pri sami sveti spovedi. In tukaj vidimo, da takrat so bile sume razporejene na drugačne načine, tematsko, medtem ko Monaldova suma nekako dejansko predstavlja različna gesla razporejena po abecedi, tako da so dejansko njeni bralci lahko zelo enostavno prišli do vsakega posameznega gesla. Dejstvo je, da je bila prav zaradi tega, ker je bila tako uporabna ali pa tako pastoralno naravnana, recimo, suma doživela že zelo hitro, zelo širok doseg. Najstarejši ohranjen rokopis tega besedila hranijo v Padovi in je datiran v leto 1293, se pravi 10 let po njegovi smrti. Dan danes, kot ugotavlja v svojem članku dr. Nataša Golob, v evropskih knjižnicah najdemo kar 86 različnih rokopisov tega istega besedila, kar kaže res na izjemno razširjenost in priljubljenost tega besedila v tem poznem srednjem veku. Njegova suma, se pravi njegovo delo, spada pod tako imenovano literarno zvrst sume confessorum, se pravi te zbirke
gesel pravnih in moralnih vsebin, ki so bile namenjene spovednikom. Je nekako sad nove zavesti in pa novih pastoralnih nalog, ki izhajajo iz 4. Lateranskega koncila 1215, ki je pravzaprav prvič določil obvezno spovedovanje grehov za vsakega kristjana, vsaj enkrat na leto. In iz te potrebe so se potem hitro teologi spravili k pisanju, da bi spovednike pripravili na konfrontacijo veliko bolj pogostega spovedovanja. Prvi in pa najbolj znan pred tem je bil Raimond iz Penjaforta, Raimond Penjafortski, svojo sumo De casuibus penitentia, ki nastane že med leti 1222 ali pa 230. Na ta način se pravzaprav začne nek dejansko novi vek tudi v teologiji in razumevanju stvarnosti. In odmik od zgodnjega srednjega veka. Na ta način pravzaprav začnejo teologi sistematično analizirati družbeno tkivo, ki ga je bilo treba najprej dekodirati, razumeti, se pravi razumeti različna dejanja, ne samo takih morda danes tako strogo v neki duhovni ali pa teologiji poimenujemo kot greh, ampak tudi recimo družbena dejanja in to bomo videli v nadaljevanju, kakšno pozornost Monald nameni pravzaprav tudi družbenim odnosom, ekonomskim odnosom, odnosom trgovanja, etike pri tem upravljanju z dobrinami. Na ta način ta suma postane pravzaprav orodje za spovednike, da so lažje razumevali, sistematično pristopali k presojanju etične vrednosti različnih tudi čisto civilnih praks tedanjega časa. Morda, torej moja želja je, da bi tudi nocojšnje srečanje, kratko kot je, ampak bogato po vsebini, lahko prispevalo kot eno tako seme, da bi s tem raziskovanjem v Sloveniji nadaljevali, ker bi s tem pravzaprav lahko bili res dosegli določeno pionirsko mesto tudi v mednarodnem kontekstu. Jaz bi si želel, da bi se ta znanja, te discipline združile, da bi lahko Slovenci morda celo v prihodnosti pripravili eno kritično izdajo, mogoče tudi s kakšnim prevodom seveda v naš jezik, pa v kakšen tuj jezik, da bi bili dejansko pionirji na področju tega monaldoslovja, ker dejansko veliko raziskav, kot smo slišali, z tega področja ni. Toliko za začetek, za en tak metodološki uvod, zdaj pa vabim, da prisluhnemo dejansko pred predavanjem, ki bodo šla še bolj vsebino. Hvala lepa. Matic Kristjan nam bo predstavil predavanje Monaldova suma in prvi eksotični poskusi, gesta o ekonomiji in trgovanju. Matic Kristjan je diplomiral iz klasične filologije in zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer končuje magisterij na tematiko Monalda Koprskega. Trenutno je na študijski izmenjavi na Dunajski univerzi. No, čisto trenutno je pa z nami in se veselimo vaših besed. Torej v sklopu tega projekta ali kvazi projekta glede Monaldove sume sem letos prevedel okrog 30 Wordovih strani, torej nek izbor ekonomskih gesel iz Monaldove sume, kot je že omenil Jan Dominik. In tudi pripravil latinsko besedilo, o čemer bom še spregovoril, in na začetku se moram opravičiti za stanje, v kakršnem slovensko besedilo trenutno je. Namreč za pravno terminologijo žal nisem strokovnjak, tako da slovensko besedilo še potrebuje eno temeljito pravniško recenzijo, tako da zato se toplo priporočam. Kar pa mi je uspelo narediti, je pa tole, kar vidite na ekranu trenutno, namreč kazalo. Šel sem preprosto skozi izdajo in popisal vse naslove in podnaslove, oziroma razdelitev na naslove in podnaslove je moja interpretacija. Po knjižni izdaji odločil sem se, da je to vseeno smiselno, ker verjetno se bo do nadaljnega vseeno delalo z
to knjižno izdajo, ker je še vedno najbolj čitljiva. Sicer ima en rokopis, in sicer iz Bruheja Kazalo, ampak prvo kazalo samo metodološko gledano ni vedno 100% zanesljivo. Vedno je treba iti skozi sam tekst, ker lahko tisti, ki dela indeks ali kazalo, kaj vedno pozabi. In tudi naslovi se od rokopisa do rokopisa razlikujejo, tako da sem za voljo standardnosti sem res tole popisal po izdaji in točno na katerih straneh se nahaja kateri naslov. Mislim, da je že to kar dober pripomoček za raziskovanje k Monaldu. Kar vidite, to omogoča tudi že neko osnovno nekaj kvantitativnih podatkov, no? Ker po dolžini gesel mislim, da lahko sklepamo, za katere teme je Monald videl kot posebej važne. In 5 gesel, ki so najbolj obsežna, so torej o zaobljubi, devoto 17 strani, o oderuštvu 21 strani, o simoniji 25 strani, o izobčenju 29 strani, o restituciji z 31 stranmi, daleč najdaljše pa je geslo o zakonski zvezi z kar 41 stranmi. Da bi rekel, da je vseeno šlo za velikega pravnika in da se je vredno tudi bolj posvetiti njegovi sumi. To bi bilo vse. Najlepša hvala. Vid Žepič nam bo predstavil Monaldovo obravnava zastave v delu Summa de iure canonico. Asistent Vid Žepič, magister prava, končuje doktorat s naslovom Fabor debitoris in dejavniki njegovega razvoja v cesarski zakonodaji med 4. in 6. stoletjem pri profesorju dr. Marku Kambiču na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer tudi že sodeluje pri pedagoškem in raziskovalnem delu. Vabim k besedi. In jaz vam bom danes predstavil, se pravi, poglavje, njegovo poglavje o zastavni pravici de pignore. Torej, nekaj besed najprej o percepciji Monalda v slovenski pravno-zgodovinski literaturi. Pravzaprav je treba ugotoviti, to, kar je kolega Bogataj povedal, da velja za enega največjih juristov. Upam, da bo začel veljati, ker doslej ga je slovenska pravno-zgodovinska stroka v celoti prezrla. V celoti. Če pogledamo, kaj je napisal Janko Polec, on je bil slovenski pravni zgodovinar, ne romanist, torej ni se ukvarjal z rimskim pravom, ampak z slovensko pravno zgodovino in je tudi eden izmed najpomembnejših avtorjev, ki je pisal o zgodovini pravne znanosti na slovenskem. In pravi takole, če pogledamo v preteklost, v daljno tudi, prav do ustanovitve naše univerze v Ljubljani, moramo priznati, da na našem slovenskem ozemlju, pravi, na ozemlju, ne najdem skoraj nič tukaj nastalih pravnih del, ki bi jih mogli prištevati pravnemu znanstvu. In potem začne z biografijo avtorjev in kot prvega obravnava Martina Pegija. Martin Pegi je nekako tudi zaščitni znak pravne fakultete. Pred pravno fakulteto namreč stoji njegov kip. Bil je rojen 1523. leta in letos praznujemo 500-letnico njegovega rojstva. Ampak doslej je veljal Martin Pegi kot prvi slovenski, v narekovajih slovenski jurist, bolje pa lahko rečemo, da je bil prvi mednarodno odmevni jurist s Kranjskega. Tudi o njem zdaj pišem monografijo, ki bo izdana naslednje leto, je pa to tudi dobra priložnost, da vemo, da pa gotovo ni bil prvi jurist z današnjega slovenskega ozemlja.
In pač zakaj so Monalda prezrli? Najbrž zato, ker je vedno veljala Primorska kot nekaj, kar je od osrednjega dela Slovenije ločeno, kar spada pod beneški okvir, kar praktično lahko, ali pa so takrat razumeli, da se tudi zanemarja, čeprav je treba poudariti, da je bil Sergij Vilfan, ki je bil rojen v Trstu in velja kot za največjega slovenskega pravnega zgodovinarja, vendar Monalda v svojem opusu ni omenil. Tako da jaz bi ga pač seveda predstavil predvsem tudi kot jurista. Doslej je bilo govora ogromno o svetništvu in o njegovi pač duhovniški podobi, ampak vidimo, da že v 16. stoletju pišejo avtorji, recimo Tritemi, bil je jurista eruditissimus, se pravi scientia clarus, torej izredno učen jurist. Marijan iz Firenc pravi omnium juristarum suetatis princeps, se pravi od vseh juristov svoje dobe princeps, najpomembnejši jurist. Ali potem Eisencrenius, se pravi spet zelo znani jurisconsultus jurist, se pravi pravni znanstvenik. In ta percepcija je potem praktično zaradi neznanega razloga, lahko da so bili v zadju tudi ideološki razlogi, špekuliram, kanonistika vedno odrinjena, pač sploh na našem ozemlju, kot sem jaz to začutil, ampak v nemški tradiciji se pa ve, da pravna zgodovina nekako razpade na 3 dele, se pravi na rimsko pravno zgodovino, romanistika, na pač nacionalno pravno zgodovino, v smislu pač v Nemčiji germanistika in na 3. vejo, ki je pa kanonistika. In seveda ta trodelba je v predvojni Jugoslaviji obstajala, tudi s katedro za cerkveno pravno zgodovino, to se je tudi poučevalo, in potem po vojni je pa seveda ta del prišel na teološko fakulteto, kjer so se pa pač skoncentrirali na veljavno kanonsko pravo, medtem ko zgodovina kanonskega prava, kjer bi recimo tudi proučevali Monalda, to je pa potem nekako zamrlo. In se mi zdi, da bi morali v razvitih sistemih tudi ta vidik nekako gojiti še naprej. Ja, bližje. Najlepše se zahvaljujem vsem raziskovalcem, ki so nam danes predstavili res pomembne izsledke raziskovanja. Seveda v prvi vrsti hvala za prevod, danes nam je Matic pokazal, da je tukaj gre za res pomembno delo in iz takega raziskovanja se mi zdi taka skupna misel, da je resnično ta počasna gradnja, raziskovanje, spoznavanje naših temeljev ali pa temeljev našega ozemlja res nekaj pomembnega za rezultate, ki jih želimo tudi v sedanjem današnjem času.